Dobro jutro, draga bratja. Dobro jutro, drage sestre. Lepo pozdravljene, draga cerkev, v imenu našega vsemogočnega Boga. Vse vas lepo pozdravljam v eton velikonočnem ponedeljku s pozdravom On živi. Haleluja. In eton jutri bomo si pogledali koncert zbora Maranata iz leta 2018 in sicer nastop iz Rogaševec. Vodilni vers tistega leta, šterega je zbor imel, je bil zapisan v Jeremiji 17. poglavi 14. veršiši, kjer je zapisano tako. Ozdravi me, Gospod, in bom ozdravljen. Reši me in bom rešen, saj si ti moja hvala. Reši me in bom rešen. In hvala Bogu, kaj nas je On odrešil, kaj je poslal svojega Sina, Jezuša Kristuša, šter je prišel med nas, šter je šel na križ, kaj bi nam pridobil odrešitev in kaj nam je odprl vrata večnosti. Vodilna misel koncertov tistega leta oziroma molitev zbora je bila ozdravi naš narod, ozdravi našo Slovenijo. In če bi gledali na telesno zdravje, bi bila ta misel bolj primerna za te čas, za letos, za preteklo leto. Te smo še ne znali, kaj prihaja, kaj nas čaka. In smo mislili bolj na duhovno področje našega naroda. In naša molitev je bila ozdravi naš narod, ozdravi Slovenijo, vseh duhovnih, vseh duševnih bolezni, odstrani kakršnokoli zvezanost in prenesi mir, radost in zveličanje življenje našega naroda. In zato naj bo te koncert molitev vseh nas, molitev za telesno zdravje. Kar nekaj bratov in sestra je trenutno v karanteni okuženih in nucajo našo molitev, nucajo Božjo pomoč. In predvsem molimo za duhovno zdravje, nas osebno, naših bližnjih in našega naroda. In naj ne de to samo gledanje toga koncerta, ampak najde tako, ki je zapisano na koncu toga veršoša, kjer piše, saj ti si moja hvala. In resnično, dajmo njemi slavo in čas. Naj je to zahvala za to, kar nas je tako neizmerno ljubo, kar nam je izkazal milost na križi Golgote. Uživajmo in dajmo njemi slavo in čas, štera mu pripada. Spoštovane občanke in občani domače občine, spoštovani gospod župan Edvard Mihalič, člani občinskega sveta in vsi ostali prisotni, tudi našega sosednjega župana, gospoda Vogrinčiča, je pozdravil v naši sredini. Čestitam vam, ali kako naj rečem, čestitam nam ob 19. občinskem prazniku in nam vsem želim lepo in blagoslovljeno praznovanje našega občinskega praznika. Mislim, da smo ena od redkih, če ne edina občina v Sloveniji, ki praznovanje svojega občinskega praznika začenja z duhovnim programom ali koncertom. Tako je tudi prav. Kajti Bog mora biti v našem življenju in v naših odločitvah vedno na prvem mestu. In potem nam je tudi njegov blagoslov zagotovljen. Kot občani občine Rogaševci lahko rečemo, hvala Bogu, dobro nam ide. Današnji koncert smo pripravili na poseben način in to iz več razlogov. Kot prvo smo za našo predskupino povabili dva posebna gosta, profesorico Valerijo Šemen na violončelo in Darka Križanka na cimbalih. Skupaj nas bosta povedla v slavljenje živega Boga na prav poseben način, ki zveni po prekmursko. Saj so cimbale naš stari, tradicionalni prekmurski instrument.
Zatem bomo na odru pozdravili pevski zbor Maranata, ki nas vabi, da skupaj z njimi zapojemo pesmi, ki bodo tudi projicirane na platno in tako bomo vsi skupaj kot velik zbor peli Gospodu Jezusu na slavu in čast. In kot tretja posebnost tega koncerta je, da se bomo spomnili našega dragega magistra Franca Kuzmiča, ki se je žal pred nekaj dnevi poslovil od nas in se preselil v večnost. Pevski zbor Maranata je spremljal več kot 20 let in tudi za ta današnji koncert je bil načrtovan kot govornik. O njem in o njegovem delu bo na kratko spregovoril superintendent Binkovšne cerkve v Republiki Sloveniji, dr. Daniel Grabar. Želim nam prijetno popoldan, odprta srca in uživanje v poslušanju in petju.
Neke noči sem sanjal. Sanjal, da se sprehajam z Bogom ob obali. In kakor v filmu sem videl vsak dan svojega življenja. Vidne so bile dvojne sledi v pesku, moje in Božje. Ko se je zavrtela zadnja slika pred mojimi očmi, sem se ustavil in pogledal nazaj. Prestrašil sem se, ko sem videl, da je na mnogih mestih mojega življenja bilo prepoznati samo eno sled. Zaskrbljujoče sem vprašal mojega Boga: Bog, ko sem se odločil, da ti bom sledil, si mi obljubil, da boš z mano na vseh mojih poteh. A zakaj si me pustil samega, prav v najtežjih trenutkih mojega življenja? V dneh, ko sem prestajal največ strahu, bolečin in trpljenja. Tedaj mi je Bog odgovoril: Moj dragi otrok, ljubim te, nikoli te nisem pustil samega. Tam, kjer so vidne samo ene sledi v pesku, so moje sledi. V najtežjih dneh tvojega življenja sem te nosil na svojih rokah, saj sam, brez moje pomoči, današnjega dne nikakor ne bi zmogel dočakati. Tudi danes sem tukaj, želim si pogovora s teboj, čakam na tvoje besede, tvoj glas, tvojo prošnjo. Besede moje čuj, o Gospod. Ozri se na vzdihovanje mojega vpitja glas poslušaj. Moj kralj in moj Bog, saj k tebi se zatekam, moj glas slišiš že zgodaj zjutraj. Gospod, ob sončnem vzhodu prihajam s prošnjo, tvoj odgovor pričakujem. Besede moje čuj, o Gospod, ozri se na vzdihovanje mojega vpitja glas poslušaj. Moj kralj in moj Bog, saj k tebi se zatekam, moj glas slišiš že zgodaj zjutraj. Gospod, ob sončnem vzhodu prihajam s prošnjo, tvoj odgovor pričakujem.
zgodi, da me trpljenje doleti, čeprav bi si želel najlažjo pot. Ne vem, zakaj mi jasno ni, kako naprej, ko se zmoči, da kar obupam jokam sam v sebi.
Ničesar ni, kar Bog ne bi mogel narediti. On je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine. V Jezusu je moč, ki vsakega spremeni in ozdravi. Želi biti tudi tvoj prijatelj, odrešenik in zdravnik. V njem najdeš vse, kar potrebuješ, to je odpuščanje, odrešenje, ozdravljenje. Išči ga sedaj, kliči njegovo ime prav zdaj, kajti v Jezusu najdeš tisto, po čem hrepeni tvoj duh, tvoja duša in tvoje telo. On bo storil, če si le upaš verjeti. Jezus te tako zelo ljubi, da pravi, preden me pokličeš, te uslišim. Ne zavrni ga, ne pojdi od njega, kajti vera je kot odprta vrata, skozi katere prihaja Jezus. Njegova milost je čudovita, ona seže v globino srca. O čudovita milost, največji je zaklad, kdo jo lahko opiše, čvrstejša je kot grad. Ona odzema breme, duh zdaj svoboden je, čudovita nebeška milost, slavim te. Božja milost je neprimerljiva, globlja kakor sinje morje je, višja kakor gore, čista kot studenci, ona je dovoljšna prav za mir. Obsežnejša kot sam prestopek pojte, večja kot moj greh, največji je, tej milosti, ki vzvišena je, Jezus je ime. O čudovita milost, največji to je dar, kot otroka ljubi, moj oče me vsekdar. Tam na obali večni, dom mi pripravil je, čudovita nebeška milost, slavim te. Božja milost je neprimerljiva, globlja kakor sinje morje je, višja kakor gore, čista kot studenci, ona je dovoljšna prav za mir. Je obsežnejša kot sam prestopek pojte, večja kot moj greh, največji je, tej milosti, ki vzvišena je, Jezus je ime. Medtem ko tiho spal sem, imel sem sanje te, bil sem v Jeruzalemu in v Božjem templju stal. Otroke slišal peti, sem pesem radostno, in kot angeli v nebesih odgovarjajo, in kot angeli v nebesih odgovarjajo.
ni bilo. Otroški glas je onemel, ni več hozana pel. Je sonce potemnelo, dan hladen je postal. Ko senca križa pada, je nasil osamljen hrib. Ko senca križa padla, je nasil osamljen hrib. Jeruzalem, Jeruzalem, oddalec sliši se. Hosana, Hosana, Hosana kralju kraljev Spet sanjah nova slika se pojavi kot nov svet. Zdaj videl sveto mesto, ob obali mirni sen. Luč Božja razsvetljuje vse široko, odprt je vhod. In vsak, kdor želi vstopiti, lahko pridruži se. Triba meseca in zvezd, bez sonca na sveti dan. To bil je nov Jeruzalem, ki večno bo ostal. To bil je nov Jeruzalem, ki večno bo ostal. Jeruzalem, Jeruzalem, tvoj noč minila je. Hosana na višavah, Hosana večnostjo. Hosana, Hosana. Hosana kralju kraljev Pesem, ki smo jo pravkar zapeli, je meni še posebej dragocena. Spominja me na obdobje mojega življenja, letos natanko izpred 20 let. Bil sem mlad, močan, zaposlen, mož in oče takrat 3 majhnih sinov in tudi v cerkvi precej aktiven. Takrat leta 1998 smo pred sabo imeli cilj, veselo vest odrešenja, ponesti skozi vso Slovenijo od Hodoša do Izole. Zbor Maranata je s čudovitim sporočilom Jezus živi nastopal po celi Sloveniji. Vse skupaj smo v tistem letu izvedli 11 evangelizacijskih koncertov na zelo različnih lokacijah. A malo več kot teden dni pred načrtovanim koncertom v Murski Soboti je moje zdravstveno stanje začelo pešati. Postal sem vse slabotnejši in pristal v bolnišnici. Moje besede zdravniku, ki me je pregledoval in sprejel na oddelek, so bile: v nedeljo moram biti zdrav, ker imamo koncert, na katerem je tudi moja solo točka. Zdravnik pa je odgovoril: to bomo še videli. Imel sem vrsto najrazličnejših preiskav, zdravniki so se zelo trudili in poskušali pomagati, pa vendar je moje zdravstveno stanje vsak dan bolj in bolj pešalo in namesto, da bi v nedeljo prepeval na koncertu, sem tiho spal v sobi intenzivne nege, priklopljen na aparature, ki so upravljale življenjske funkcije mojega telesa, kajti notranji organi so odpovedovali drug za drugim, srce je imelo komaj 20-21 utripov na minuto. Moje življenje se je tam v Murskosoboški bolnišnici počasi iztekalo. Zdravniki so moji ženi
povedali, za vašega moža več ni nobenega optimizma. In če tudi se bo nekaj časa preživel, bo kot živi mrlič. Moja draga žena, verniki v domači cerkvi in drugod, ter mnogi med vami, pa ste v veri goreče molili za moje ozdravljenje in čakali na Jezusov odgovor. In nastopil je dan, ko je isti zdravnik na vratih šok sobe povedal moji ženi: gospa, danes pa imam veselo novico za vas. Pljuča vašega moža in vsi ostali organi so se v tej noči za 100% popravili. To je čudež. Vašega moža bi lahko odklapljali od aparatov, vendar moramo počakati na predstojnika. Po 10 dneh kome se je za mene začelo novo obdobje, nova priložnost za življenje. Po Božjem posegu sem bil ozdravljen in sem bolnišnico zapustil popolnoma brez vsakega zdravila. Pozneje, čez približno 1 leto, mi je dr. Daniel Grabar dal presenetljive podatke ene evropske raziskave, kjer so spremljali bolnike s septičnim šokom. Ugotovili so, da po razvoju septičnega stanja umre v 14 dneh 30% bolnikov, v 2 letih umre 70% bolnikov, nobeden od bolnikov pa še ni preživel 5 let. Torej, smrtnost je 100%. Namesto smrti pa sva z ženo 5 let po ozdravitvi dobila še eno življenje, 4. sina. 20 let je od takrat. Dvajset let je od takrat, ko je Bog rekel: ne boš umrl, živel boš in boš živi dokaz, živi pričevalec, da delam čudeže še danes, kot takrat, ko je Jezus hodil po zemlji. Dragi vsi prisotni, to ni nekaj, kar sem slišal ali prebral. To je moje osebno doživetje z Bogom, ki dela čudeže, ki uslišuje molitve vseh, ki njemu zaupajo in vsega srca vanj verujejo in se trudijo živeti po Božji besedi, s katero nas uči on sam. Satan prežina nas, a z močjo Svetega Duha vladamo tudi nad silami teme. Od takrat naprej gledam na smisel mojega življenja drugače. Življenje je Božji dar. Kako ga ti živiš? Za mene je Bog imel načrte, ki jih takrat še nisem poznal, in tudi za tebe jih ima. Če tudi misliš, da nima nič smisla in da ne boš zmogel ali zmogla več naprej, vedi, da te Jezus Kristus, ki je za vse nas trpel, bil zasramovan, preziran, zapuščen, bičan, križan, nosi na svojih ljubečih, prebudenih rokah. Peli smo pesem Jeruzalem, odkoder se pred dobrima 2 tednoma v večnost v ta novi Jeruzalem preselil naš dragi dolgoletni spremljevalec, motivator, prijatelj in brat Feri Kuzmič. In sedaj bomo zapeli eno njegovih najljubših pesmi v prekmurskem jeziku, Krvava sveta vretina. Krvava sveta vretina teče iz Jezuša ran. Očisti se vsaki iz greha, ki se v njo pograža. Ki se v njo pograža. Ki se očisti se vsaki iz greha, ki se v njo pograža.
smrti, ty od večné smrti. Kak jaz grešnik, ty rešen sem, ty od večné smrti. Očerima overi gledam, retinost te rane. Mi srce je na Golgoti, Jezuša dičim tam. Jezuša dičim tam, Jezuša dičim tam. Mi srce je na Golgoti, Jezuša dičim tam. Mnogo je agnec kar postala, močna više vsega. Dokič odkupljene svoje, na čisto vse mu je. Na čisto vse mu je. Na čisto vse mu je. Dokič odkupljene svoje, na čisto vse mu je. To so Jezusove zadnje besede, ki jih je izrekel, preden je šel v nebesa. Večina kristjanov sprejema te besede kot resnico, toda v vsakdanjem življenju včasih nanje pozabimo. Ampak če živimo s to veličastno obljubo, smo blagoslovljeni nad vsemi pričakovanji. Ko mu zaupamo, on dela naše noge kakor košuta in nas postavlja na višine, dvigne nas nad vse slabosti in težave. Jezus nam pravi: nasloni se name in se sprosti v moji navzočnosti. Obnovim te in osvežim te. Imam načrte s tabo, načrte miru, da ti dam prihodnost in upanje. Jaz sem tvoje upanje.
Jezus, ti si moje upanje. Kako dobro, kako pomembno je imeti gotovost, da poznaš nekoga, ki te dvigne. Spoštovane občanke in občani občine Rogaševci, spoštovani gospod župan, gospod župan iz sosednje občine, če se prav razumel, in pa predvsem, dragi prijatelji, sestri in brati v Jezusu Kristusu, želimo vam prenesti to gotovost, ki je v naših življenjih, to sigurnost, ki jo doživljamo, da so trenutki v življenju, ko ostaja samo eno vprašanje, imaš to upanje, a poznaš tega, ki lahko dvigne, ki lahko pomaga. Življenje je tako negotovo, tako hitro se tudi najlepša pričakovanja spremenijo. Tudi dobro načrtovanje se izteče posebno drugače. To danes je 11 tednov, če sem prav izračunal, ko se zjutraj zapustil naš dom, prepričan, da se čez nekaj ur spet vrnem, da bom nadaljeval za obilico dela, poln načrtov, s plačano karto v Ameriko, za kupom obveznosti, ki so me čakale, pa tiste nedelje nisem prišel domov. Samo en padec je bil dovolj, da sem za teden dni pristal med mojimi sodelavci v bolnišnici, tokrat ne, da karkoli odločam, ampak čisto kot nemočen pacient v bolniški postelji prepuščen vsem drugim. Tako hitro se vse spremeni. Slišali smo Franca, 20 let je od dogodkov. Nikoli ne bom pozabil nedeljskega opoldneva, ko me je sodelavec, predstojnik enega od oddelkov poklical in pravi, kolega predstojnik, takrat sem bil šef na oddelku intenzivne terapije, pravi, rabim vašo pomoč, vašega znanca imamo in takrat smo rekli, šok soba je polno zasedena, nimamo ga kam dati. Sem rekel, kaj naj zdaj naredim? Veste, on večera ne bo dočakal. Aparati, intenzivna terapija je edina šansa za njega. In potem, ko smo ga premestili tja, ko smo uspeli zagotoviti prostor, je čist po medicinski prognozi izgledalo, šans ni kaj veliko. Življenje se izteka. Pa vendar je danes med nami. Slišali smo ga zapeti, ne? Slišali smo ga, da z veseljem pove svoje doživetje, kar se je zgodilo. To so dogodki, ki jih doživljamo in to vam želimo povedati. O tem želimo peti, govoriti in res vam pokazati, da je nekaj več kot samo to, kar doživljamo, kar vidimo. Življenje, ki ga imamo, je nekaj posebnega, imamo ga, dokler Gospodar življenja tako hoče in tako hitro se lahko vse spremeni. Zdaj smo zbrani, da obeležujemo občinski praznik. In ob praznikih se ponavadi ozremo na prehojeno pot in prazniki so tudi dobro spodbuda, da pogledamo naprej. In v kontekstu časa, v katerem živimo, zagotovo ne moremo mimo prizadevanj v Evropi, zadnjega dogajanja v parlamentu ali pa tam daleč od nas, pa vendarle nekaj, kar posega tudi v naša življenja, ko se pojavljajo pozivi, francoski predsednik je v zadnjem govoru pozival k prenovi Evropske unije in predvsem izpostavil vrednote. Pozabili smo na vrednote. Živimo vsak zase po svojih pričakovanjih, oblikuje jih neka lastna zavedovanost v to, da delamo vse prav. Pozabljamo pa, da ta družba, ta svet, ta naša Evropa, ta naša okolica, ki je tako lepa nam dana, potrebuje nekaj veliko več. In mi ljudje tukaj, v tej prelepi goričkih vaseh, v vaši prelepi občini, zdaj spomladi tako zeleni, tako dobro oskrbljeni, vse to, kar imate, lahko vsak od nas na svoj način prispevamo, da ta svet postaja drugačen. Ko sprejmemo to ponudbo, ki jo kot krščanske dežele, krščansko izločilo lahko predamo in povemo. Ko sem na spletni strani šel pogledat dogajanje v vaši občini, je znova padel v oči vaš grb, zastava, ne? In ste občina, ki imate v svojem emblemu svetega Jurija, ne? Svetnik. Sveti Jurij je bil človek tak kot mi, takrat, ko je živel svoje življenje. Preprost kristjan, ki je naredil vse, kar je lahko za svojo vero, za svojega Boga. In imeti nekoga takega v
v svojem emblemu je obvezno za vse nas, da krščansko držo živimo, delamo, dokler nam je to dovoljeno. Da v te vrednote, ki so tako pomembne za naš čas in naš svet, damo tisto pravo, tisto, kar je prava osnova, tisto, kar človek sam v svoji moči ne more narediti, ampak lahko nekdo, na katerega se moramo ozreti in tako preprosto povedati, Bog, potrebujemo tvojo pomoč. Veste, življenje, ko sprejmeš Boga, pravzaprav postaja pravo življenje. Mi ljudje smo prepričani, da sprejeti Boga, živeti za Boga pomeni odrekanje, pomeni neko težko življenje. To je povsem popačena podoba. Šele človek, ki resnično doživlja pristen odnos z Bogom, zaživi v vsej svoji veličini sproščenosti, veselja in radosti. In potem to niso le besede, ampak gotovost, da tudi v težkih trenutkih najdeš upanje, da tudi v najtežjih situacijah imaš veselje, nekaj, kar te dviga. Danes smo že večkrat omenili našega dragega prijatelja, tudi brata po veri, magistra Franca Kuzmiča, ki se je tako nenadoma preselil v večnost. Nikakor ne moremo mimo koncertu pevskega zbora Maranata, da ne bi znova omenjali njega. Njegov pečat, ki ga je pustil, njegovo neizbrisno delo, ki ga je imel tudi pri ustvarjanju repertoarja, izbiri programa, vsega, kar se je za pevskim zborom dogajalo. Vseh dolgih 30 let. In potem kar naenkrat je potrebno bilo vse to delo pustiti. Bi ga želeli še med sabo, potrebovali bi ga. Upali smo, da se bo vrnil iz daljne dežele. Po poti v Izraelu je gospodar življenja odločil, da je poti dovolj. Da je delo upravljeno, da je še zadnji boj dobojevan. Franc se je preselil v večnost. Tja, kamor je veroval, zakaj je tako trdno upal in pričakoval, da bo od tega deležen in se veselil. In danes nekako ne moremo mimo njegovih zadnjih besed. Njegova soproga je rekla, da zjutraj, ko se je potožil, nekaj mi je slabo, ga je tako kot imamo ljudje navado, nekako povprašala, ali pa si se z Bogom vse uredil ali nekaj takega mu je rekla. In Ferije besede so bile, z Bogom sem vse. Kako je rekel? Uprazno, nekaj takega. Vse predal sem, vse sem predal Bogu. In potem je zaprl oči in življenje je bilo konec. Človek kot mi, naš znanec, tako nepogrešljiv v družbenem življenju. Veste, soboška občina, občani, vsi tisti, ki so nekje na družboslovnem področju v zadnjih desetletjih nekaj ustvarjali, brez Ferija enostavno niso mogli odrediti svojih nalog, svojih obveznosti, svojih stvari. Posod je bil zdraven, bibliotekar, muzeolog, profesor, svetovalec, mentor pri mnogih doktoratih in na prvem mestu nas sodelavec v cerkvi, v vseh projektih, ki smo jih imeli, v vsem, kar smo ustvarjali. Tik preden je odšel na pot, v pogovoru se dotaknila načrtov o pisanju zgodovine Binkošne cerkve. To je zajemalo tudi vašo občino. Cerkev v Nuskovi, dogajanje v Rogašovci, ta občina, vse te stvari je Ferij razmišljal, koga še kontaktirati, kaj zapisati, da bo zgodovina dobila neko svojo pisno podobo. Delo je ostalo prepuščeno nekomu drugemu. Nekoč bo tako tudi z našimi življenji. Ne vemo, kdaj pride tisti trenutek. Zato je tako pomembno zagotoviti se to gotovost. In meni je še posebej všeč, da so naše pevke in pevci, vodstvo zbora, za ta koncert ob praznovanju občinskega praznika izbrali svetopisemsko besedilo, ki ga imate na vaših letakih in na zadnji strani lahko preberemo znova in znova misel, ki je zapisal prerok Jeremija. Prerok Jeremija je živel, vsi tisti, ki imamo krščansko poreklo, dobro vemo v zanimivih časih, ko se je pravzaprav rušilo judovsko kraljestvo, ko so izgubljali vse tiste svoje temelje, ko so morali zapustiti svoje domove in oditi v suženjstvo, tako prelomen, težki, zahteven čas. In takrat prinese Gospodovo besedo kot prerok in pravi, ozdravi me Gospod in bom ozdravljen. Reši me in bom rešen, saj si ti moja hvala. Izziv, ki ga v teh turbulentnih časih, negotovosti, v katerih živimo. Danes pravijo, evropska ekonomija, svetovna ekonomija dobro stoji, pa da se že bojimo, kaj bo jutri. Danes pravimo, lahko živimo na tak način v tem svetu, ki smo ga ustvarili, vendar politike, vendar odgovorni opozarjajo, brez pravih vrednot bo ta družba izgubljena. Ne postavljamo prave smernic, ne postavljamo pravih usmeritev, kam bomo šli naprej.
In tukaj je sporočilo, ki se dotakne vsakega od nas. Tisto osebno doživetje, ki ga lahko samo posameznik doživi v svojem srcu. Misel na to, pripravljenost v tem duhovnem svetu, v tej duhovni sferi urediti svoje odnose z Bogom, da potem človek ostaja odprt za drugega, da potem človek ostaja poln sprejemljivosti eden za drugega, da se lahko pogovarjamo drug z drugim, da lahko ustvarjamo, da namesto nasprotnikov skupaj gradimo tisto, kar je potrebno, nov svet, drugačno družbo, kraj, kjer se bomo prijetno počutili. A ne čutimo izziva, kako potrebujemo nekaj takega. In to sporočilo, ki se daje, ta poziv, ta gotovost, zagotoviti si, vedeti, kdo je tisti, ki te dviga v času težav, kdo je tisti, ki se ozdravlja. Ozdravi me Gospod. Danes bi vas lahko takole vprašal, vključno z mano, kdo so tisti, ki nobenih težav nimajo. Po mojem bi skoraj polovica sedela na mesti. In če bi k temu še dodal, kdo tisti, ki nima nobenih problemov za svojimi nekje ljudmi okrog sebe ali pa v nekem krogu. A je kdo tisti, ki nima nobenih ran, ki so ga zabolele, ko se spomni na nek dogodek, na neko osebo, bi verjetno kar vsi ostali tiho in vedeli, res potrebujemo to ozdravljenje. In ta moč, ta gotovost se daje samo po osebni veri v delo Jezusa Kristusa. V veliki noči smo to praznovali. Kristjani skozi vsa stoletja, vključno za svetim Jurijem, so živeli tako predano in hoteli za to vero nekaj doseči in jo ne pustiti tudi za ceno svojih življenj. Izziv je danes, pred vsakim od nas, kako bomo mi ravnali s sporočilom, ki se tako preprosto daje. In to sporočilo ni zahteva, to sporočilo ni neka obveza, je preprosto dejanje ljubezni. Ljubezen, ki se potem ponuja, ko v veri, preprosti veri, odgovoru srca pravimo, da res je. Vsa ta veličina Božje prisotnosti in Božje žrtve na križu je bila potrebna, da lahko v duhovnem svetu doživim to spremembo in postajam nekdo, ki upa v to ozdravljenje, ki me čaka, ki je potem prepričan, ima zagotovilo rešitve, ne glede, kaj se zgodi, tudi če so težave, ali pa tudi, če pride konec življenja, blaženo upanje je tisto, kar je še lepše od tega življenja. Saj ti si moja hvala. In v svetu, kjer živijo ljudje, ki vedo, da je Bog njihova hvala, postajajo odnosi drugačni. Namesto sovražnikov postajamo ljudje, ki znamo sprejemati drug drugega. Postajamo tisti, ki v tej moči pričakujemo dobro zase, za svoje bližnje, za svojo okolico. In ko bomo nadaljevali za pesmijo o veličini Boga, ko bodo naše pevke in pevci zapeli Velik si Bog, naj bo to priznanje resnične veličine Božje prisotnosti, ki se tako preprosto ponuja vsakemu od vas. In ko zapojejo Velik si Bog in v naslednjih pesmih, naj bo to resnično želja, da tudi v naši kraji, naši okolici, v občini Rogašovci želimo videti tega velikega Boga, da bo ta zastava s krščanskimi simboli še bolj žarela o pristnih ljudeh, ki s tem krščanskim sporočilom ustvarjajo vrednote, ki so potrebne, živijo za Boga in živijo v njegovi veličini. Čestitamo v vašem prazniku in gospod župan, še veliko uspehov naprej, da bo res vaša občina še bolj svetla, zgled tudi marsikomu drugemu in naprej za pravimi ljudmi, ki ustvarjajo lepšo in privlačno družbo. Vse dobro. Velik je Bog.
Živimo v času, ko ljudje na prvo mesto postavljamo svoje delo, svoje uspehe, dosežke. In ujeli smo se v zanko, ko nas čas kot tiran vlada nad nami. Ali ti včasih zmanjka moči slediti temu tempu življenja? Ali se mogoče znajdeš na razpotju in ne veš, kako in kam? Tudi mi vsi nastopajoči se srečujemo z istimi vprašanji in težavami. Vsak od nas ima izkušnjo z Bogom in ve, da če išče Boga, je njegovo življenje izpolnjeno. Tako tudi tebe kliče Bog, da hodiš z njim, kajti on ti podaja roko in hoče voditi tvoje življenje. On je tvoj stalni spremljevalec. On pozna vsak korak tvoje poti in ni ti treba skrbeti, kaj te čaka za naslednjim ovinkom. Podaj mu roko in on te bo čuval na tej poti večnega življenja. Zaupaj v njega z vsem srcem in on bo uravnaval tvoja pota. Pot pred mano je še dolga in bojim se naprej. Mene zbuja preplah in nemir. In zato si želim, da grem z Jezusom, ker le z njim prispela bom domov. Roko zdaj ti mi daj, vodi mi življenje tu, da vidimo ostala bom tvoja. Zdaj, ko si kraj, naj čuvaš me na te poti za svoj. Zdaj vesela, zadovoljna in brezdomna grem naprej, saj je z mano moj Jezus, moj Bog. Njemu svoje življenje predala sem, srečna z njim bom večno, to vem. Roko zdaj ti mi daj, vodi mi življenje tu, da vidimo ostala bom tvoja. Zdaj, ko si kraj, naj čuvaš me na te poti za svoj. Roko zdaj ti mi daj, vodi mi življenje tu, da vidimo ostala bom tvoja. Zdaj, ko si kraj, naj čuvaš me na te poti za svoj. Božja moč naj tu med nami veje, hrepenenje ti globoko v nas, daj ozdravi svoje ljudstvo, pošli svojega duha med nas.
naš narod, izli duha nad vso Slovenijo. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izli duha nad vso Slovenijo. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izli duha nad vso Slovenijo. Izli duha nad vso Slovenijo. Izli duha nad vso Slovenijo. Aleluja, amen. Pesem, ki smo jo zapeli, je molitev, ker si želimo, da bi vsak od nas, naše družine, sorodniki, prijatelji, sosedje, znanci, celotna naša dežela, naša Slovenija, da bi jo obnovil duh, Božji duh. Da bi naš narod zahrepenel po njem, kajti Jezus je edini, ki lahko odstrani vso zlo in sovraštvo, katerega Satan tako vztrajno seje v naša življenja. Včasih se nam zdi, da ni rešitve, da smo sami na tleh, nemočni in brez upanja in ni nikogar, ki bi slišal naše vzdihovanje. A upanje obstaja, upanje v ostalem Kristusu. V veri glejmo na njega, ki nam daje svobodo in odrešenje. Z njim smo zmagovalci. Ob koncu tega koncerta je naša želja, da ostane to upanje v naših srcih in mislih. V Bogu, ki je vstal od mrtvih, je moč in moja zmaga. Amen. Ko sem brez moči,
Spoštovani zbrani, lep prisrčen pozdrav vsem, prav posebej pozdrav pa pripadnikom Binkušne cerkve, pevkam in pevcem Maranate, glasbenikom, pozdrav županu sosednje občine in pa Danielu Grabarju, superintendentu Binkušne cerkve v Sloveniji. Biti na koncertu Maranate je vedno prav posebno doživetje. Človek kar čuti, kako njihova energija, njihova vera, njihov zanos prodira v naša, da rečem, zakrnela srca. Zato, pevke in pevci, hvala za ta čudoviti popoldan. Kakor veste, imamo v naši občini 3 veroizpovedi. Sodelovanje je odlično, spoštujemo se, cenimo se, ljubimo se. Zdaj vi, gospod doktor, mar ne bi z eno dobro transfuzijo te naše krvi dali narodom sveta, da bi namesto da se pobijajo, namesto da rušijo drug drugemu domove, namesto da preganjajo ljudi svojih domov, da bi se ljubili, sodelovali, spoštovali. To bi bilo zelo, zelo lepo, vendar žal vemo, kdo vodi naša življenja. Ne samo Bog, pač pa politika in vsi drugi. V nedeljo vsi vabljeni na drug dogodek, ko bo praznovala občina, in hvala Maranati, da je danes obeležila, kako bi rekel, začetek praznovanja s tem čudovitim koncertom. Zdaj je postalo to že tradicija in me veseli, da je temu tako. Prej je Samuel Kuzmič uporabil en stavek, ki bi ga lahko uporabili tudi za vodenje občine. Hvala Bogu, dobro nam ide. S tem ni povedano, da ne bi nam šlo lahko boljše, pa tudi slabše. Ampak gre nam, trudimo se in uspevamo, zadovoljen sem s tem. Ne?
Vendar bi temu stavku dodal misel, ki jo pripisujejo duhovniku Čariču, ki je bil včasih župnik Grgeske fore. Baje je govoril, jaz ne vem, čeprav sem že precej star, ne vem, če je to res govoril, ampak tako so mi govorili starejši od mene, rekel je, pomagaj si sam, pa da ti Bog ti pomagal. Mislim, da za vas, pripadniki Binkovšne cerkve, to velja. Iznajdljivi ste, pridni, delovni, sodelujete. Potem, če še dodamo Božji blagoslov, uspehi ne morejo izostati. Večkrat pri kakšni nalogi, projektu in tako rečem, pa dajte, delajte tako, kot delajo Binkovšni. Poglejte, kako so Zaloščarge napravili, pa bo vse lepo in prav. Veste, da mene na tem koncertu vedno čaka najlepši del, da se zahvalim za čudoviti nastop in da podelim šopek osebi, ki je pravzaprav kriva, da je tako vse čudovito izpadlo. To je naša Nada Vovre Kisela in hvala Nada in še veliko, veliko takšnih uspehov.
Thank you.